Razstava Struktura iluzije v Galeriji mesta Ptuj nam predstavlja nabor slovenskih sodobnih avtorjev, ki se nekako iščejo, kako v dvodimenzionalnem mediju ustvariti to iluzijo. Torej, kaj sploh pomeni iluzija? Iluzija je ustvarjanje vtisa resničnosti, neka tudi samoprevara, in to iluzijo so se že pač nekdaj umetniki poigravali za to idejo, kako to ustvariti na dvodimenzionalnem platnu. Sicer smo zdaj seveda v neki bolj abstraktni maniri. Torej, želeli smo nekako najti te avtorje, ki iščejo te iluzije, te iluzionizme v svojih umetniških delih. Na razstavo smo vključili 13 umetnikov in umetnic, ki so nekako pokazali različne variante teh iluzij, teh iluzionizmov in vsak tudi na nek svojstven način ustvarja te iluzije, ki so lahko povezane z neko geometrijsko strukturo, z neko mogoče tudi konstruktivistično tradicijo ali pa tudi predvsem se navezujejo na neko izčiščeno estetiko. Torej, marsikateri umetnik, ki je prisoten na tej razstavi, ga lahko nekako uvrstimo pod termin geometrijska abstrakcija. Ampak predvsem smo se pa pri tej razstavi želeli umakniti od tega termina. Torej, kljub temu, da avtorji delajo v tej maniri, pa smo predvsem iskali v tej geometrijski abstrakciji neko iluzijo. Mogoče ta termin geometrijske abstrakcije se povezuje predvsem z uporabo geometrije in teh nekih geometrijskih likov v sami neki abstraktni estetiki. Zdaj, tukaj pa smo predvsem še iskali neko to prevaro očesa, kako zdaj umetnik lahko z nekimi minimalnimi likovnimi formami ustvari to iluzijo nekega prostora, neke nove resničnosti ali pač se preprosto samo poigrava z našo percepcijo. Zdaj, večinoma so na razstavi predstavljena slikarska dela, vendar zato, da je malo bolj zanimiva razstava in tudi bolj dinamična, smo uvrstili tudi nekaj prostorskih instalacij, kiparskih del ali pa tudi nekakšnih spojev med kiparskimi in slikarskimi deli. Torej, na razstavi Struktura iluzije v Galeriji mesta Ptuj je predstavljenih 13 umetnikov in umetnic. Zdaj, nekateri se seveda mogoče bolj povezujejo z terminom geometrijska abstrakcija, nekateri manj. Zdaj, mogoče v tem nekem terminu geometrijske abstrakcije lahko predvsem izpostavimo na primer Beti Bricelj, ki se v svojih instalacijah slikarskih nekako išče te neke variacije, ki omogočajo te geometrijske forme. Po drugi strani pa tudi z temi svojimi umetniškimi deli ustvarja neke nove resničnosti. Tukaj sta tudi razstavljena dva dela, naslovljena Flat Cube, ki predstavljata ravno to iluzijo. Mi pravzaprav, ko vidimo ta dva dela, mislimo, da sta pravzaprav to neki kocki na steni, vendar šele, ko pridemo dovolj blizu, ugotovimo, da je ustvarila umetnica čisto prevaro našega očesa in je naslikala nek objekt, ki pravzaprav sploh ne obstaja. Na drugi strani lahko se v tej maniri nekako tudi navežemo na Dušana Fišerja. Dušan Fišer že vrsto let ustvarja te iluzije prostora, tako da ga lahko res brez težav označimo kot mojstra iluzije.
Je pa mojster iluzije te res sodobne, abstraktne estetike. Zdaj v zadnjem času se predvsem ukvarja z tem prepletom različnih trakov, prepletom teh mrež, in ta neka mrežna struktura nam ustvari neke nove dimenzije, nove prostore, in marsikaterega obiskovalca pravzaprav preseneti, kako dovršeno so te iluzije, ki jih Dušan ustvarja. Zdaj, ko smo mogoče tukaj v tej res prevari očesa, bi izpostavila še Boruta Popenkota. Torej, Borut Popenko ustvarja nekakšne portale. Pravzaprav nas popelje v neke nove dimenzije, novih nekih prostorov in se poigrava z našo percepcijo. Torej, ustvarja te pregibe, kot da platno več ni platno, ampak je pravzaprav samo nek barvni list, in z to nekim svetlo-temnim kontrastom ustvari ta pregib lista. In to iluzijo nam prikaže na zelo izčiščen estetski način, ki pa seveda ustvari kljub temu to idejo prevare očesa in to iluzijo prostorov. Na tem mestu bi se tudi navezala na umetnico Katjo Pal. Katja Pal na podoben način tudi posega v to sfero izčiščene estetike. Zanimivo je, da prav tako kot Borut, tudi ona nekako prehaja izven teh klasičnih okvirjev slike. Za oba velja, da niso več klasični pravokotniki, kvadrati, ampak že uporabljata neke nove geometrijske forme samega dela in potem na to delo vnašata neke nove iluzije. Pri Katji Palovi je predvsem pomembno to, da so njena dela res izčiščena. Torej vidimo samo te barvne ploskve in potem z rahlimi, tankimi linijami res minimalnih nekih barvnih kontrastov ustvari te neke iluzije prostora, ki potem seveda najbolj funkcionirajo v tem dialogu med obiskovalcem oziroma gledalcem in umetniškim delom, saj jih lahko nekako na drugačen način dojemamo. Tako da več slike mogoče niso več samo slike, ampak že posegajo v sfero objektov, in s tem se tudi Katja Pal nekako poigrava z to našo percepcijo. V istem prostoru, kot je predstavljena Katja Pal, je tudi Meta Drčar, ki zelo dobro funkcionira v tem dialogu z Katjinimi deli, saj od obeh dela so mogoče manjših formatov, zato je bolj primerno, da so umeščeni v manjšo sobo, kjer pa zelo dobro skupaj funkcionirata. Torej, te Katjine tanke linije se nekako preoblikujejo v te kovinske linije inštalacij Mete Drčar, ki nas pravzaprav popelje v res neke nove dimenzije teh prostorov. Pravzaprav Meta Drčar se želi v teh objektih, v teh instalacijah nekako vnesti različne medije tudi. Torej, to niso samo recimo kovinske palice ali pa neki kovinski objekti, ampak so v dialogu z kamnom, ki je zelo trden material, in tudi v dialogu z papirjem, ki je pa zelo mehek in se nekako tudi drugače oblikuje v samem prostoru. S tem dobimo neko drugo dinamiko in predvsem, kar je pomembno pri Meti Drčar, je to, da pravzaprav ona izhaja iz arhitekture samega razstavišča, torej je tudi naša galerija pravzaprav to nekako omogočila, ta neki dialog med njenimi objekti z samo arhitekturo, ravno zaradi tega, ker je stavba ima neki arhaičen prizvok
prizvok, ne, z temi mogoče polstebri v prostorih in tako podobno, ter res doseže to neko povezavo teh različnih materialov, teh objektov z samo arhitekturo in kot tudi seveda je pomembno, ne, z obiskovalcem, ki se tukaj sprehaja in nekako kroži med temi objekti, v katerih vidi to neko iluzijo nekih različnih trdnosti, različnih materialnosti in se ustvarja neke nove podobe in iluzije. Zdaj, mogoče, ko smo že v tem neki konstruktivistični oziroma mogoče bolj konceptualni logiki, ne, bi se mogoče še namenila par besed tudi Romanu Makšetu. Njegovo prostorsko instalacijo smo umestili v našo galerijo in tudi on nekako vzpostavlja ta dialog med arhitekturo in svojim umetniškim delom. Torej, v Romanovi maniri se predvsem vidi ta nek konstruktivizem, saj na splošno nekako znane objekte ali pa znane predmete ali pa kot neke ready-made nekako združuje v nova umetniška dela, v nove instalacije. Te instalacije imajo nekako obliko pravokotnikov, tako da nas nekako spominjajo takoj na mogoče okna, vrata, neke portale in kar je zanimivo je pri tem, da pravzaprav ustvari dvojnost nekega prostora, ne. Mi pravzaprav vidimo, ko opazujemo te instalacije, ne, prostor od zunaj in nekako ustvari ta neki prehod v neki notranji prostor te skulpture, te instalacije, ne, in tudi te forme, ki so nekako povezane z temi objekti, kot je recimo na enem pravokotniku je umeščena žaluzija, ne, nas res še dosti bolj povezuje na to neko stanovanjsko bivalsko kulturo, ki jo mogoče Roman želi nekako povezati v svojih umetniških delih. Ne, torej res ta iluzija prostora se pravzaprav ujame v teh instalacijah, ravno ko nekako hočemo vstopati v to njegovo instalacijo. Zdaj, tukaj nekako za to stanovanjsko bivanjsko kulturo, ne, se tudi navezuje mlada umetnica Nina Čelhar. Ona je pravzaprav najmlajša na tej razstavi in nam nekako ustvari nove prostorske dimenzije. Ne, torej, ti prostori, ki jih ona slika oziroma te interierje, ki so tukaj predstavljeni, so res z nekimi minimalnimi barvnimi kontrasti izpostavljeni, zato delujejo zelo nežni, subtilni in pravzaprav nam ustvari nekakšen nek osebni prostor, s katerim se lahko pravzaprav vsi povežemo, ne. V teh prostorih, v teh interierjih so noter tudi neki predmeti, ki jih prepoznamo, tudi mogoče z lastnega doma. Pravzaprav se pa na drugi strani tudi z to res neko strogo geometrijo, s katero ustvari ta prostor, povezuje z to iluzijo, ki je nekako rdeča nit naše razstave. Najstarejša avtorja na razstavi sta Sandi Renko in Andrej Božič. Oba dva ustvarjata to iluzijo in globino prostora, ampak vsak na drugačen način. Sandi Renko je zanimiv predvsem zaradi tega, ker uporablja namesto platna valovito lepenko in na njej ustvari res to iluzijo, ki se nas pravzaprav, kar ko se premikamo pred umetniškimi deli, nas popelje v različne geometrijske forme. Pred našimi očmi se te podobe kar naenkrat nekako združujejo, preoblikujejo in to doseže samo z uporabo različne barve in tudi z tem, da pač res izkoristi medij, na katerem dela, to je valovita lepenka.
Na drugi strani pa imamo Andreja Božiča, ki želi v svojih delih nekako ujeti to globino prostora. To globino prostora ustvari z različnimi barvnimi kontrasti in nekako jo strukturira, da se nam nekako prevrača ta prostor v samem delu. Je pa zanimivo, da pravzaprav ustvarja kot neke diptihe, ki so nekako kontrastne, ne? Tako da imamo na eni strani mogoče neke svetlo-zelene forme z črnimi in se recimo v enem delu nekako poglablja v to neko temo, na drugi strani se pa nekako potem želi doseči to, da se nam približa, ne, ta neka svetloba. Ne, tako da pač Andrej res na teh svojih delih res se ukvarja z to prostorskostjo, kako ustvariti to globino prostora, to iluzijo prostora v sami sliki. Imamo še dva umetnika, torej Suzana Brborović in Marko Tušek, ki seveda vsak na svojstven način uprizarja to strukturo iluzije. Imata pa eno mogoče skupno značilnost pri teh razstavljenih delih in to je, da jo nekako zadnje čase se posvečata tudi tej ideji raziskovanja vesolja. Zdaj na to temo nam Suzana pravzaprav prikaže te neke krajine, ki nam omogočijo nek pogled, kako mogoče to vesolje izgleda, kako se to vesolje je strukturirano, še vedno nekako uporablja vse te značilne elemente, ki jih je že prej v teh svojih krajinah uporabljala, to neko strukturo, neke konstrukte, neke objekte mogoče vesoljske ali pa vesoljne, ki nam nekako omogočajo nek nov pogled v te širne dimenzije neskončnega vesolja. Po drugi strani pa nam res ustvari neko novo iluzijo teh neskončnih prostranstev. Na drugi strani pa Marko Tušek, čeprav ima enako idejo zadaj za tem nekim raziskovanjem neba, onostranstva, pa je zanimiv v tem pogledu, da ustvarja pravzaprav nekakšen spoj kiparskih in slikarskih del. Zato so njegovi objekti, bi lahko rekli, da nas popeljajo res v neke druge dimenzije, saj že z samo uporabo svetlobe, ki nekako vnaša nove sence, se ustvarijo še neki drugi prostori mogoče v teh objektih. Ti objekti so pravzaprav sestavljeni iz nekakšnih najdenih predmetov, torej karkoli je mogoče nekdo zavrgel, potem drug uporabi in Marko je zdaj tukaj nekako skombiniral, ustvaril neke konstrukte iz teh najdenih predmetov ter jih tudi dodatno poslika, zato da dobi to neke nove iluzije, nekih prostorov noter, nekih novih dimenzij, ki nas seveda popeljajo v druge sfere. Mogoče še za na konec omenimo Roberta Lozarja in Jasno Samarin. Nekako sem jo res prišparala za na konec, zaradi tega, ker sta malo bolj odstopata od te res neke strukturirane geometrije, sta mogoče bolj organska. Torej, Robert Lozar v svojih delih nekako ustvarja prostor v prostoru, prostor na sliki, torej na sliki naslika dejanski prostor, v katerega umešča nekakšne
kiparska dela. On jih hudomušno poimenuje ikebane slikarske, kar je zelo zanimivo, saj nam da neko drugo dimenzijo. Nekako se poigrava z našo percepcijo, ali je to mogoče res kiparsko delo, ali je to slika, ali je mogoče res samo prevara očesa, in s tem doseže neke nove iluzije. Torej Jasno Samarin, ona pa se potem v tej novi seriji, ki jo pravzaprav ustvarja, se ukvarja z formo kroga. Zdaj, vsekakor geometrijska struktura ali pa neki geometrijski liki, ponavadi imamo prvo asociacijo na neke ostre kote, na neko ostrino. Zdaj, tukaj smo pa želeli še nekako pokazati ta neko drugo formo, torej kroga, kako lahko mogoče to deluje kot neka iluzija, in to Jasna seveda zelo dobro ustvari, nam pričara to iluzijo tega kroga, ki nas mogoče lahko takoj najdemo neke asociacije mogoče z videzom očesa ali pa mogoče nekih organskih stvari, kot bi recimo bilo kakšno gojišče bakterij ali pa kaj podobnega. In to mogoče se za to tematiko se pravzaprav ona povezuje na nevronska stanja, ki se ustvarjajo v možganih, ki jih lahko, kjer se ta nevronska stanja spreminjajo ravno zaradi mogoče ali kakšnih substanc ali mogoče kakšnih boleznih, in se je nekako res podala v to sfero, kako to naslikati, kako to ustvariti, vendar kljub temu pa ustvari res neko novo iluzijo, ki nas mogoče celo lahko spominja kot na neke mreže velemest ali pa kaj podobnega. Tako da 13 umetnikov in umetnic nas pravzaprav popelje v to neke sfere novih iluzij, ki so seveda vse izražene v neki abstraktni maniri, in v vsaki od teh zgodb pravzaprav lahko najdemo nekaj, s čimer se navežemo na sodobno družbo in kako ta funkcionira danes.